Pozdravljeni v oddaji Splet dogodkov tedna. Poglejmo na kratko, kaj se je dogajalo v minulem tednu. Državni svetniki so podprli predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju ter predlog novele zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Sprejeli so tudi zahtevo za začetek postopka ocene ustavnosti zakona o gozdovih. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je v soboto, 12. oktobra, obsodilo izraelske napade na člane mirovne misije Združenih narodov na jugu Libanona. Ta teden so bili v napadih ranjeni 4 vojaki. Opozorili so, da napadi predstavljajo resno kršitev mednarodnega humanitarnega prava in ponovno pozvali k takojšnji prekinitvi ognja. Slovenija aktivno podpira embargo na izvoz orožja v Izrael, je dejal premier Robert Golob ob prihodu na vrh EU in Sveta za sodelovanje zalivskih držav v Bruslju. Dogodek poteka v luči zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu. V nedeljo, 13. oktobra, je v Slovenijo prispelo 10 palestinskih otrok iz Gaze. Tem otrokom bodo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča ponudili psihosocialno pomoč. V uradu predsednice Republike Slovenije so na javni poziv prejeli 12 predlogov za možne kandidate za varuha človekovih pravic. Po pregledu vseh prijav bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar predlog za imenovanje v državni zbor poslala predvidoma v začetku prihodnjega leta. Aktualnemu varuhu Petru Svetini se mandat izteče februarja. Na 6. dobrodelnem koncertu za otroke z redkimi boleznimi, ki ga je v soboto, 12. oktobra, organiziralo društvo Viljem Julijan v Cankarjevem domu, so zbrali več kot 65.000 evrov. Prav tako so začeli licitacijo dresa z dirke po Franciji kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, ki bo trajala do konca meseca. V državnem svetu je 14. oktobra potekal posvet Mobilnost in spletna dostopnost za invalide in starejše. Strokovnjaki so predstavili različne vidike mobilnosti, ki jih želijo povezati v enotno državno platformo z imenom Zgodba 5 prostorov. Vključevala bo podatke za dostopnost notranjega prostora javnih objektov in zunanjega prostora za ljudi z različnimi vrstami oviranostmi. Izraelska vojska je ubila vodjo Hamasa Jahjo Sinvarja, ki je odgovoren za napad palestinskega islamističnega gibanja na Izrael 7. oktobra lani, je danes sporočil izraelski zunanji minister Izrael Katz. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odzivu povedal, da njegova smrt ne pomeni konca vojne. Škoda, ki je v ZDA povzročil orkan Milton, je po ocenah strokovnjakov ocenjena na 50 milijard ameriških dolarjev, je v petek sporočil ameriški predsednik Joe Biden. Število smrtnih žrtev orkana je medtem naraslo na 17, poročajo ameriški mediji. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu živi v revščini, pri čemer je več kot polovica teh revnih mladoletnih. Stopnja revščine je v povprečju 3-krat višja v državah, kjer potekajo vojne. Včerajšnji mednarodni dan boja proti revščini zaznamujemo pod geslom Pri preprečevanju socialnega in institucionalnega nasilja sodelujemo za pravično, mirno in vključujočo družbo. V Sloveniji je lani v gospodinjstvih z dohodkom pod pragom tveganja revščine
živelo 264 tisoč prebivalcev ali 12,7% ljudi. To je pod povprečjem EU. V petek 11. oktobra je v City teatru potekala premiera gledališke skupine Tihe stopinje z naslovom Iz pravljice v pravljico. Igra je bila odlična, najmlajši so zelo uživali, saj je predstavila 5 čarobnih pravljic. Rdeča kapica, Janko in Metka, Kekec, Ostržek in Obuti maček. Dvorana je bila polna navdušenih otrok in odraslih, ki so domov odšli s številnimi lepimi vtisi. Včeraj se je v Kinodvoru pričel festival Kinotrip, ki ponuja tudi tehnične prilagoditve za gluhe in naglušne. Trajal bo do sobote, na njem pa se bodo zvrstili 4 filmi. Ob filmih potekajo tudi uvodne besede in pogovori, ki bodo tolmačeni v slovenski znakovni jezik. Uvodi bodo potekali v slovenščini, pogovori s tujimi gosti pa v angleščini. V Mali galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani so odprli fotografsko razstavo Igre poguma. Razstava se osredotoča na paralimpijske igre v Parizu, ki so največji parašportni dogodek na svetu. Na razstavi so fotografije Vida Ponikvarja, priznanega športnega fotografa z bogatimi izkušnjami na področju parašporta. Njegove slike prikazujejo trenutke poguma in vztrajnosti paralimpijcev ter obiskovalcem približujejo ta poseben svet, ki pogosto ostaja v ozadju javne pozornosti. Jutri, 19. oktobra, bo v Mariboru, natančneje v športni dvorani OŠ Bojana Ilića, potekalo prvo državno prvenstvo gluhih v pikadu. Organizacijo je prevzelo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Prijavljenih je 13 ekip iz 9 društev. Na dan tekmovanja bo v prostorih Mariborskega društva ob tem dogodku potekala tudi tiskovna konferenca. Športna zveza gluhih in naglušnih Slovenije bo v četrtek 24. oktobra organizirala javni posvet o strategiji športa gluhih v Sloveniji do leta 2030. Vabljeni so vsi predsedniki in vodje športnih sekcij društev gluhih in naglušnih v Sloveniji. Ponoči bodo padavine oslabele in postopoma ponehale. Jutri bo pretežno oblačno, le na severovzhodu se bo popoldne delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 12 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo. Zjutraj pa bo po nižinah v notranjosti marsikje megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela in popoldne ponehala. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj pa sveže in po nižinah megleno. Za konec poglejmo, kateri besedi oziroma kretnji smo spoznali. To sta licitacija in Hamas. Licitacija je javna prodaja, na kateri dobi blago tisti, ki je ponudil najvišjo ceno. Hamas je palestinska islamistična skupina, ki vlada na območju Gaze.